smo pojmenovali kulturovizija SLS od EPK do RTV. To pa zato, ne samo zato, ker da bi govorili samo o tem, ampak da bi poudarili, da kultura je tudi tisto, kar je vmes med tema dvema poloma. Ti dve temi sta izredno izpostavljeni v zadnjem času, zelo veliko o njima govorimo. Moramo povedati, da kultura je v bistvu stvar vsakdana, kot je predsednik poudaril. Mi imamo opravka s kulturo bivanja, kulturo prehranjevanja in kulturo nasploh v našem vsakdanu. In zato je SLS tudi ena redkih strank, ki v svojem programu res kulturi posvetila pomembno mesto. Zato smo na kulturnem programu razvili vizijo, ki jo bomo izpeljali s pomočjo natančno izdelane strategije. In to ne samo vizija v smislu vsebine, ampak tudi vizija v smislu strukturiranja samega resorja in njegove organizacije. Zdaj, dostikrat slišimo, da prehaja med politiko in stroko na področju kulture do nesoglasij. Zdaj, za SLS smo program kulture res pripravljali neodvisni strokovnjaki, ki na področju kulture delujemo že desetletja in poznamo tako potrebe družbe kot specifiko kulturnih kadrov in zakonitosti stroke. Zato nam to zagotavlja, da bodo vse politične odločitve na tem področju najprej strokovno pretehtane in šele na to izvedene v skladu z najvišjimi normativi in standardi v veljavi. Zato mislimo, da tukaj v tem primeru do večjih nesoglasij med stroko in politiko ne bi smelo prihajati. Zdaj, zelo veliko govorimo o kulturi in financah. To je večna tema. Evropska unija priporoča 2 do 3% za kulturo v okviru državnega proračuna, ne BDP, kot se dostikrat govori, kar ustreza budžetu za kulturo 2012 slovenskemu, ki znaša 202 milijona evrov, to pa je 2% proračuna. V deležu BDP znaša pa to cirka 0,6%, kar je v zgornji polovici evropske lestvice. Moramo povedati, da naš prispevek za kulturo ni čist centraliziran, ampak vsebuje tudi, je v resnici višji in se giblje v bližini 3% proračuna, če upoštevamo tudi budžete za kulturo, ki jih prispevajo lokalne skupnosti, to pa je skoraj 30% celotnega budžeta. Zato bi lahko rekli, da Slovenija sledi EU priporočilu na področju financiranja kulture in umetnosti, vedeti pa moramo, da bo kultura v okviru splošne racionalizacije javne uprave težko izjema. Ker kultura je nacionalnega pomena, ni pa nacionalnega pomena na koncu številka, ampak vsebina, ki ta pojem kulture polni. Preveč se v kulturi ukvarjamo samo z financami, namesto da bi delali na programu, ker ni naloga kulturnikov, da se ukvarjajo številkami, ampak je zagotavljanje kreativnih vsebin. Sam sem dosti dolgo delal na področju založništva in kulture, da vem, da se da preživeti in obstati tudi brez subvencij. Tako da SLS bo na področju kulture ustvarila spodbudno okolje, ki bo omogočalo preživetje producentov v kulturi in tudi njihov samostojen nastop na trgu. Mi moramo ustvariti nek sodoben miks državnih subvencij, trga, ki bo tudi deloval na področju kulture in pa sponzorstva, torej javno-zasebnih partnerstv. Zato smo se odločili, da bomo v SLS dajali prednost posrednemu subvencioniranju, se pravi davčnim olajšavam pred direktnimi subvencijami, pri samih subvencijah pa bomo dajali prednost vsebini. In ta bo potem narekovala financiranje, pa obratno, ko se najprej zahteva več denarja in se potem na to lepi program. Tam, kjer imamo interes ustvarjati delovna mesta, jih bomo ustvarjali, se pravi v nevladnih organizacijah, pri založništvu. Tam pa, kjer jih že imamo, moramo pa ta delovna mesta usmerjati. Zato bomo na vsakem področju izpostavili nekaj ključnih projektov, ki naj so nosilci nacionalne strategije, neka skupna identifikacijska točka prizadevanj ministrstva in ki bodo odmevni in sprejeti tudi v širši javnosti. Za ta konsens pa potrebujemo uspešne, jasne in preproste projekte, ki bodo v javnosti pozitivno odmevali glede na svojo uspešnost, obiskanost, vzgojnost, ne pa, da se bo o njih govorilo samo kot o zdrahah glede organizacije. Tukaj je primer EPK Maribor 2012, ki je največji kulturni projekt naslednjega leta. Pogrešamo pri tem projektu, tako kot pri večini kulturnih tematik, vsebinske debate namesto zdrah in pričkano financiranje. Veliko raje bi videli promocijske aktivnosti v polnem teku in to po vsej Sloveniji, da bi se okoli tega projekta dosegel nacionalni konsens, kot pa obtoževanje glede denarja. Pri tem projektu se je jasno pokazalo, da država nima vizije in je zato tudi ne zna uskladiti z mestom Maribor.
mogoče v javnosti dostikrat napačno razumljeno. EPK ni jama brez dna. Projekt je voden racionalno in tudi vodstvo EPK deluje strokovno in uravnoteženo, pri čemer je dolžno upoštevati tako interese mesta Maribor, njegovih deležnikov, ki jih ni malo, pa države in partnerskih mest. In raznoterost teh interesov in kar nekaj konceptualnih podlag iniciativ iz preteklosti pa je žal potrebovalo temu, da v programu mogoče ni prave rdeče niti in nimamo upravka s celostno umetnino, kakršno bi pri takem projektu pričakovali. Javni zavodi v kulturi so tudi ena tema, ki bo ena od naših prioritet pri SLS. Mislimo, da imamo kvalitetno mrežo javnih zavodov, ki pa potrebuje skupno vizijo in strateško vodenje. Zato program SLS na področju kulture predvideva reorganizacijo in prestrukturiranje javnih zavodov na področju kulture kot prednostno nalogo. Javni zavodi bodo morali izkoristiti vse možnosti samofinanciranja, racionalizirati bo treba zaposlovanje in smotrno preusmeriti sredstva, poskrbeti bo treba za promocijo programov in izkoristiti čim bolj javno-zasebna partnerstva in sponzorstva, kot recimo to že počne Cankarjev dom. Ena od tem, ki smo jih zadnje čase zelo priča, je problem javne agencije za knjigo. Mi mislimo, da ukinitev javne agencije za knjigo ni smiselna, zdaj finančno ne bi prenesla želenih učinkov, skrb za knjigo bi se samo prenesla nazaj na ministrstvo, te ne bi nič prehranili. Je pa res, da ukrepi zgolj pasivne narave knjižnega trga ne spodbujajo in jak bi se moral glede tega reorganizirati, tukaj je preveč tolk. Zato je ena od prioritet prestrukturiranje dela subvencij v davčne olajšave, torej to posredno subvencioniranje in sicer v obliki stimuliranja zaposlovanja v segmentu založništva in knjigotrštva. Tudi v kulturi moramo gledati na to, da moramo ustvariti čim več delovnih mest. Jak bi pa moral, to je pa treba poudariti, v naslednjem mandatu prevzeti nekako vodilno vlogo in aktivno vlogo pri slovenskem prehodu na elektronsko knjigo. O tem se je zelo veliko govorilo na zadnjem knjižnem sejmu prejšnji teden. Ta prehod je nujen in sicer v povezovanju z NUK-om, sistemom COBIS in pa založniške branže. Ena stvar, ki je še zelo pomembna pri programu kulturnem SLS, so avtorske pravice preko krovnih organizacij. Tukaj je veliko problemov, tako da tukaj se nameravamo še posebej zavzemati za ureditev izplačevanja avtorskih pravic avtorjev in izvajalcev. V okviru teh krovnih organizacij avtorskih pravic, to so SAZAS, SAZOR, FEP, AIPA, pri čemer bomo seveda poskrbeli za to, da bo izplačevanje potekalo redno in v skladu z vsemi zakoni in direktivami, predvsem pa, da bo prišlo v prave roke, torej avtorjem. Dostikrat se srečujemo z vprašanji, kaj bo s kadri v kulturi, kakšna bo racionalizacija teh kadrov, kaj bo s plačami, to nas sprašujejo tako sindikati, kot tudi nasploh, in to vprašanje seveda v zraku. Zdaj, glede na nujno potrebno racionalizacijo javne in državne uprave, bo velik uspeh že, če bomo število delovnih mest lahko ohranili. Ampak pri SLS smo prepričani, da je racionalizacija možna v vseh segmentih javnih zavodov, torej ne le na kadrovskem, zato bomo na kadrovskem področju delovali predvsem v duhu medsektorskega prestrukturiranja in prerazporejanja. Delovali bomo v duhu zmanjševanja mase plač, ne pa zniževanja plač zaposlenih. Mi smo prepričani, da uravnilovka v sistemizaciji javnih uslužbencev ni ustrezna, to tudi predsednik ves čas poudarja, in da mora obstajati tako možnost nagrajevanja prizadevnih in vrhunskih kadrov, kot tudi destimulacije neustreznih delavcev. Zato se bomo poleg usklajevanja plač z inflacijo zavzemali tudi za drugačno sistemsko politiko nagrajevanja. Investicije v kulturi. Zdaj, nekaj jih seveda bo, ne glede na to, da je kriza, in naloga ministrstva, resorja je, da določi, katere so res nacionalnega pomena. Mi vidimo, da glede na to, da ne bo nekih dodatnih sredstev za te investicije, ne moramo v krizi pričakovati, da bomo se sproščali neka sredstva od nekje, kjer jih ni, pač pa bomo s racionalizacijo samih javnih zavodov prišli do nekih sredstev. Mislimo, da bi bilo potrebno dati prioriteto prenovi objektov in dvigu nivoja v zavodu Lipica. Tukaj imamo veliko možnost za kulturni turizem in imidž, to nikoli ne poudarjamo dovolj, to je ena naših najbolj paradnih konj, dobesedno, in tega ne izkoriščamo, pa prepuščamo zadevo, da propada. Tako da zavod Lipica bo ena od prioritet, kjer bomo tudi lahko delovali tudi na gospodarskem, turističnem in kulturnem področju in združevali te sektorje.
Potem izgradnja NUK 2, mislim, da bi NUK že si zaslužil to svojo drugo stavbo, recimo Nacionalni program za kulturo tega ne predvideva. Potem prenova Narodnega prirodoslovnega muzeja, ker je velik finančni zalogaj, tako da bomo videli kako. In pa veliko prahu dviguje napovedana obnova SNG Drame Ljubljana, ki naj bi po Nacionalnem programu za kulturo stala okrog 50 milijonov, kar je neracionalno in v tem času neizvedljivo. Potrebujemo obnovo Drame ljubljanske, a prioriteto mora imeti program. In še eno last but not least, zadnje področje, zakon o medijih, ki je, mi mislimo pri SLS, da je področje medijev izredno pomembno, vendar pa ne sme zasenčiti celotnega resorja za kulturo, kot se je to dogajalo v prejšnjih mandatih. Vsakič, ko je prišla nova vlada, se je praktično delovanje ministrstva in celotnega resorja usmerilo samo na to, da se je spremenil zakon o medijih. To seveda je, zakon je treba spremeniti, najbrž je zastarel, ampak ne moramo pa celotnega resorja podrediti temu. Zakon o medijih mislimo, da mora zagotavljati pluralnost in uravnoteženost medijskega prostora. Je pa hkrati res, da samo z zakoni ne moramo preprečiti berlusconizacije, če bi ta imela namen priti, upamo, da ne. Mediokracijo lahko preprečimo samo s strokovnostjo novinarjev in temu nameravamo pri SLS posvečati posebno pozornost. Skrbeti moramo za izobrazbo, za pravilno seznanjenost poročevalcev o temah, o katerih pišejo, in za dvig nivoja novinarskega poklica nasploh. Šele tako bomo lahko dobili neodvisne medije, ki bodo imeli kritiko mediokracije vgrajeno že v svoj diskurs in se bodo tako lahko samoregulirali, kar naj bi bila tudi njihova osnovna funkcija. Glede same koncentracije lastništva, ki je dostikrat predmet spora, pa mislimo, da nadzora ne moremo prepustiti zgolj Uradu za varstvo konkurence, pač pa moramo ohraniti diskrecijsko pravico ministrstva. Regulacija pa je nujno potrebna tudi na spletnem področju. Tega se do zdaj specifično noben zakon še ni dotaknil. Mi seveda cenimo možnost, veliko demokratičnost spleta in komentiranja na spletu. Mislimo pa, da je treba kljub vsemu to komentiranje do neke mere regulirati, da bi preprečili sovražni govor in širjenje laži. Mislim, da bi se novi zakon moral ukvarjati tudi s tem. In še zadnje vprašanje, ki je pa tudi zelo pereče, je pa zakon o RTV, o nacionalni televiziji. RTV je pač nacionalna televizija, ki se financira iz proračuna, zato bomo pazili, da se RTV prispevek ne bo zviševal. Prav tako kot pri drugih javnih zavodih pa je na mesto dodatnega financiranja delovanja RTV treba racionalizirati. In sicer tako v finančnem smislu, kot v programski shemi in tudi kadrovsko. To ne nujno zmanjševanjem števila delavcev, pač pa s prerazporeditvami v okviru javnega sektorja. Zato se nam zdi pomembno, da ne spreminjamo statusa RTV, kot je predlagal padli zakon. Se morajo zaposleni ostati javni uslužbenci, vsaka statusna sprememba pa mora biti usklajena s sindikati, kar se do zdaj ni zgodilo. RTV Slovenija mora ostati javni zavod, ki strokovno in odgovorno obvešča Slovenijo od glave do repa. To ni le ljubljanska inštitucija, zato je pomembno, da ostane njegov programski svet res programski, čim bolj pluralen in odraz vseh regij, kar pomeni, da je treba vanj vključiti tudi predstavnike TV Koper in Maribor. Toliko nakratko o nekih temah, ki so trenutno aktualne na kulturnem področju. Jih pa kar veliki. Ja. Imate sigurno tudi kakšno vprašanje?